V uredništvu pogosto dobimo določen model avtomobila večkrat, da lahko preizkusimo različne motorje, različne karoserijske izvedenke, konec koncev različne opreme. Seveda med njimi pogosto najdemo vzporednice, redko kdaj pa se zgodi, da se nam kakšna stvar v spominu tisne tako močno kot pri Insignii. Pred prenovo se nam je zdelo, da se ponavljamo kot kakšna slaba kaseta, ker smo vedno znova omenjali dve stvari, ki ste nas motili. Preveliko število stikal na armaturni plošči in zelo slabo plastično imitacijo aluminija na volanu, tudi pri OPC-ki, zaradi katere je vsaka Insignia škripala med vožnjo. Poglejte bolj pozorno in ugotovili boste, da so popravili pri prenovi obe stvari. Najbrž ne samo zaradi nas. No, ampak ker boste avtomobil najprej seveda pogledali od zunaj, vam povem, kakšne so zunanje spremembe, boste pa morali imeti kar pozorno oko, ker niso velike in so tiste simpatične poteze predhodnika obdržali. Luči so le malo drugačne, sprednja maska je bistveno večja in sprednji meglenki se sedaj smejita. Zadaj pa so tole letvico pomaknili nekoliko niže, zadnjim lučem dodali takšen krak in malo preoblikovali zadnji odbijač. In to je to. Meni osebno izgleda avtomobil malce bolj eleganten. Bolj pa cenim prenovo notranjosti. Na armaturni plošči ni več 42 gumbov, ampak samo še 25. Čeprav se sliši še vedno veliko, je razlika očitna in večina od teh stikal je tudi bolj priročnih. Z izjemo tega na dotik, s katerim reguliram temperaturo, ker je prepočasen in zahteva preveč pozornosti, zato se mi zdi, da je bil prejšnji vrtljivi boljša rešitev. Tudi ta kvazi miška za upravljanje radija in ostalih elementov ni dovolj natančna, da bi jo uporabljal. V bistvu pa mi je všeč ta digitalni merilnik hitrosti, ker je zelo pregleden in tudi to, da obvestila in opozorila zna Insignia podpisati v slovenskem jeziku. Marsikaterega Slovenca bo znamka vseeno težko prepričala, ampak ponovim lahko, da je Insignia zelo prepričljiv stroj. Pelje se lepo in komunikativno, sedaj z manj občutnim izklopom serva, ko se boste peljali po avtocesti, kjer se nam je včasih zazdelo, da se je volan za trenutek kar zalepil. Mateju se sede zdi malce preozek, sicer pa je položaj za volanom zelo dober. Prostora ima avtomobil tudi dovolj, prtljažnik je sicer bolj plitek, zaradi položne strehe pa je morda malce manj prostora tudi na zadnji klopi. Ampak za lepoto je treba potrpeti. Motor karakterno ni nič posebnega, je srednje tih in srednje prožen, kar povedano drugače pomeni, da zaradi ekonaravnalnosti deluje šibkejši od 103 kW. K temu precej pripomorejo tudi dolga prestavna razmerja, celo tako razvlečena, da 6. in včasih 5. prestave sploh ne potrebujem drugod kot samo na avtocesti. Je pa posledično vzorno varčen in porabi samo dobrih 5 litrov. Sicer pa z opremo Kozmo in nekaj dodatki takšen avtomobil stane 30 000 evrov. Skoraj 2000 nanesejo pametne luči, ampak če lahko jih vzemite, so res dobre. In poskusite biti malce bolj domiselni, kot ste bili pred prenovo, pa ne vzemite vsi črnih karavanov.